ukvarja s pomočjo, brezplačno pomočjo različnim zasvojenim in njihovim najbližjim. Torej, v začetku smo začeli z odvisnostjo od prepovedanih drog, alkohola, kasneje smo razširili svoje delovanje tudi na področju ostalih zasvojenosti. Veliko se tudi z mladimi pogovarjamo po šolah, kjer jih nekako opogumljamo, da so še naprej pozitivni in da nekako v sebi odkrijejo vse tisto, kar rabijo za življenje, ne pa zunaj sebe v drogah in drugih stvareh. Torej, v bistvu me nikoli ni strah, ker se zmeraj z njimi povezujem kot s človekom. In to se takoj začuti in potem je ta strah odveč. Ker če bi jih doživljal kot kriminalce, kot ne vem, slabe ljudi, potem bi se to čutilo v odnosu. Najtežje mi je, ko na koncu moja zgodba pomoči se konča tako, da jih pospremim na grob. Ko umrejo, ko doživijo prevelik odmerek droge, overdozirajo po domače in potem pač me kdo od svojcev prosi za kakšen nagovor na grobu in takrat mi je res težko. Torej, človek mora postati prva liga v svojem življenju. Mora se začutiti, mora razpreti krila, jaz mu pa pač pri tem pomagam, da te potenciale v sebi začuti, ga podpiram, ne opozarjam ga na negativne stvari, to že on sam ve, bolj ga nekako skušamo pomagati odkriti te pozitivne stvari. Iskreno, jaz tudi nisem imela ne vem kakih izkušenj, da bi lahko vzgajala in njemu dala to, kar danes govorijo, da je treba prej. Smo z otroki tako delali strogo, da bodo pošteni, da bodo delavni. On je bil nadpovprečno brihten. In je učil soseda fiziko, ki je zaostal prvo leto. In je on že najbrž dober se vidi, da še zdaj zvija, čeprav je zdaj že star, 40 let stari od njega. Vidim, da še zmeraj zvija travico počasi, tako se ni naš je pa rešil zad, ki je šel v Italijo. Ja. Težko je bilo, jaz se spomnim, da je bilo to za mene velika notranja bolečina. Po noči, zvečer smo šli, pa smo bili do polnoči k Prelcu, ta je imel pa dom Birinu, ta v Italiji edino, ta je bil, ki je res pomagal. Sej so ti, ki jih je še zdaj. V njega je, ampak noben se ni tako očistil in rešil od teh, ki se tu zdravijo, kot se je to, ne, da bi li naprej toliko naredil. Očetovo službo sprejemam pozitivno in negativno. Negativno, ker je sam izrazil mnenje, da doma ne bi rad opravil delo terapeuta, če jaz rabim kakšno pomoč. Se odloči, da pač ne bo v bistvu to, kar je pač v službi tudi doma. In me je vzmotilo, zato ker sem se počutila ne tako pomembno kot drugi, katerim daje pomoč. Začel sem nekje konec osnovne šole, 14 let, 13-14. Premalo mi je občutek svobode, iskanja simbola odraslosti, da lahko delam, kar jaz hočem. To mi je zelo dišalo, ta občutek, in v imenu tega potem prvi cigareti, alkohol in kmalu zatem tudi marihuana. Tako, bi rekel, iz radovednosti, ne iz nekih travm, iz groznega otroštva, ampak iz mladostniške radovednosti in iskanja, kako se postaviti zase v lifeu in narediti nekaj, kar jaz hočem. Pa odnosi z družino so bili, mi nismo bili nikoli zelo povezana družina, tako da tudi oni dolgo niso zaznali pri meni nič. Ko pa so šli pa v paniko, ki je v bistvu imela sem kontraučinek, tako da ko so začeli samo name pritiskati, sem se jaz še bolj oddaljeval in je ta odnos se slabšal nekje do 18. leta, ko sem jaz potem prekinil odnos z družino, sem se odselil in nisem imel stika potem kar nekaj let z njimi.
Pa v bistvu jaz sem bil celo Zoisov štipendist, pa je potem to bilo za tako, ne. Za začetek je bilo to v redu, v nadaljevanju, ko je to postalo vse dražje in sem tudi potreboval vse več, sem potem začel tudi malo, ne vem, si sposojati rahle prevare. Vstopil sem v terapevtski center, tako imenovano komuno v Novi Gorici. To je bilo meni tudi kot moškemu, ki imamo težave s ponosom, kar težko sprejeti pomoč. Ampak se pravi, ta strah iz ozadja po preživetju, ne, je izgleda toliko deloval, da sem si to dovolil. In sem tam vstopil, potem pa v okviru njihovega programa zamenjal več centrov, tudi šel en čas v Italijo. Zdajšnjo ženo sem jaz spoznal, ko sem bil star v bistvu 16-17 let. In takrat sva bila potem par kakšno leto dni, ampak je bil moj način življenja bil preveč destruktiven, da bi lahko imela, da bi gradila odnos ljubezni naprej. Tako da sem jaz potem v bistvu sva se razšla. In potem 7 let kasneje, ko sem jaz v bistvu že dal potem to zgodbo odvisnosti in tudi zdravljenja čez, sva se kmalu po končanem mojem zdravljenju znova srečala in očitno je ostalo veliko ljubezni v najinih srcih, da sva se znova povezala in gradila pol naprej. Družino sva pa tudi dosti hitro ustvarila. V bistvu, ko sva potem pri 25-26, ko sem jaz prišel iz zdravljenja, pa začela živeti skupaj, sva bila že toliko, sva vedela, kaj hočeva. Kar kmalu, kakšno leto, 2 kasneje, že potem dobila prvega otroka, hčer Mijo, pa kasneje še Leono in Klaro, tako da evo, zdaj imamo eno tako družinco.